Kaj pa zdaj? Torej še enkrat lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj smo se v bistvu že zelo dotaknili preživetja v naravi. Če se načrtno odpravimo v naravo, bi lahko govorili, da govorimo o življenju v naravi. Ampak ker govorimo o nekih situacijah, kako se znajti, govorimo o preživetju. In takrat so pomembne predvsem 4 stvari, ki jih vidimo napisane. Torej, ena je ta, da ostanemo mirni, se pravi brez panike. Panika je tista, ki velikokrat zamegli človeški in v paniki zagotovo ne bomo odreagirali pravilno, oziroma bomo odreagirali tako, da bomo verjetno na dolgi rok zadevo obžalovali. Poleg tega je pa pomembno, da v tej mirnosti sprejmemo tudi odločitve. Za vse stvari, ki jih je Laris v bistvu povedal v zdajle preteklih ne vem koliko časa, je v bistvu pomembno, da znamo sprejeti odločitev. Pri preživetju se je treba zelo velikokrat odločati in odločati preudarno, modro pa tudi hitro. Pomembno je, da ohranimo toploto, telesno temperaturo, kar lahko vidimo tudi na v bistvu temle trikotniku, ki ga bom malo kasneje razložila. In sicer smo tudi že poudarili, v primeru, da pride do tega, da ne vem, moramo prečkati reko, da smo padli v vodo, da se približuje dež, je zelo pomembno, da poskrbimo za to, da se ne podhladimo oziroma ohladimo ali ne pregrejemo. Torej, nismo v mokrih oblačilih, poskrbimo, da če smo se oblačila zmočili, lahko posušimo, lahko je to na soncu, lahko je to ob ognju in na podobne stvari, še boljše pa, če se sploh ne zmočimo. Torej, smo že pri naslednjem, da ostanemo suhi. Tle spet v bistvu lahko govorimo o tem, da na eni strani vemo, ne vem, na primer, da zvečer pade vlaga, se pravi, je zelo dobro, da pravočasno že zakurimo in take stvari. Sicer v Sloveniji je redko na katerem področju je vlaga tako velika, da bi nas lahko čisto popolnoma zmočila, ampak se pa tudi zgodi, so kakšni predeli, ki so zelo hladni in sploh takrat, ko se pripravlja na dež, smo prej že malo govorili o napetosti, je lahko vlaga sploh proti jutru v bistvu zelo konkretna. Tako da tle je zelo pomembno tudi, če prenočujemo v naravi, da v bistvu poskrbimo za to, da so stvari na suhem, da so pokrite, jih damo na primer pod smreke, če nimamo karkoli drugega, poiščemo kakšno luknjo in podobno. Če lahko samo dopolnim, jaz mislim, da ni mesta v Sloveniji, kjer ne bi čez noč nam prišla vsaj ena, po domače povedano, navadna ruha ali pa neke vrste platno čez glavo, ker dejansko vlaga je povsod prisotna oziroma ponoči pade ta, bom rekel, rosa in je pametno imeti streho nad glavo, pa je lahko, kot sem rekel, čist preprosta. Ne vem, jaz se spomnim, kot otrok sem pod jugoslovansko zastavo spal v taverki, ker so bile na fabrikah. Jaz vam povem, da je funkcionalno, torej čisto odlično funkcionirala, kadar je bilo suho vreme, ampak je pa bilo dovolj, da ni ta rosa padla na mene, ko sem spal zunaj, ja. Tako, in pa še 4. stvar je pa poskrbeti za varnost. Tu bi mogoče rekla ne samo varnost, ampak tudi zdravje. Se pravi, zelo pomembno je, da se dobro počutimo, pomembno je, da v teh trenutkih še bolj preudarno ravnamo in uporabljamo orodje, morebitno, ki ga imamo s seboj. In na primer, ne vem, Laris je prej že omenil medveda, se pravi, če se zavedamo, da smo na območju, kjer nam lahko tudi v bistvu neka čist naravna situacija predstavlja še dodatno nevarnost ali pa mogoče nek strah, ki je spet lahko razlog za paniko, najprej poskrbimo za te stvari. Se pravi, v primeru, ne vem, divjih živali je to ogenj. Pa če se dotaknemo trikotnika, v bistvu vse te stvari, ki sem jih zdaj omenila, so na nek način povezane z znanjem, povezane so z nami oziroma s telesno temperaturo in pa z opremo, ki jo imamo s seboj. In če ena od teh 3 stvari ni izpolnjena, bomo ponavadi težje se soočali z določeno situacijo. Na primer, če imamo opremo, na primer nož, pa smo primerno segreti, se pravi, je neka normalna temperatura, torej smo sposobni dela, nimamo pa znanja, kako bi nož uporabili in kaj točno bi z njim počeli, ne moremo narediti nič. Na drugi strani, če v teoriji vemo, kako se prižge ogenj, pa smo spet primerno segreti, pa nimamo kresila ali pa nimamo vžigalice oziroma vira ognja, ne bomo mogli zakuriti. In tako naprej, ne? In s tem v bistvu na dolgi rok zadrževati telesne temperature. Počasi potem v bistvu začnejo odpovedovati še druge stranice trikotnika, ne? Pomembno je torej, da imamo vse skupaj. Samo tako lahko v bistvu zadostimo temu, da bomo lažje šli čez določeno situacijo. In
načrt je ključen za preživetje. Če se načrtovalno nekam odpravimo, načrt naredimo že prej. Ko pa se znajdemo v situaciji, pa torej brez panike in mirno, poskrbimo za to, da nam ne upade volja in da smo motivirani. Človek je nagonsko nekako v bistvu motiviran za to, da preživi, je pa tudi hitro lahko v bistvu v taki situaciji obupa. Ampak spet, kot smo prej rekli, če ima ustrezno opremo, nekaj znanja in zna oziroma poskrbi za to, da se ohrani telesna temperatura, lahko preživi kar precej časa. Zelo pomembno je, da v bistvu uporabljamo čutila v naravi, se pravi, pozorni smo na zvoke, opazujemo recimo živalske sledi, opazujemo, kam hodijo živali, s kje prihajajo zvoki, kakšni zvoki prihajajo, so to neki zvoki, ki so vir človeka, ali so to zvoki, ki so povezani z živalmi, mogoče jih povzroča veter in podobno. In to je dobro, da v bistvu delamo ves čas, ne samo takrat, ko se gre za preživetje. Poleg tega premislimo, pri čem vse lahko uporabimo obleko, ki jo imamo. Že prej smo malo omenili, naprimer, lahko uporabimo določene vrste oblačil, lahko uporabimo za kakšno prevezo narediti, če se poškodujemo, za nosila, naprimer, za vezalko lahko uporabimo za vrvico in tako naprej. Skratka, smo iznajdljivi. V primeru, da imate zemljevid, je v bistvu zelo dobro, da skušate ugotoviti, kje se nahajate. To se sicer sliši smešno, se mi zdi, da veliko ljudi misli, da če ima zemljevid, smo že, vemo, kje smo. Ampak žal ni temu tako, no. Pomembno je torej, da dobro opazujemo, da tudi, ko se gibamo po terenu, v bistvu gledamo pred se vedno oziramo tudi nazaj, ker je slika velikokrat drugačna. Včasih že, če se obrnemo, saj veste, včasih že, če se z avtom peljemo, ko se peljemo v drugo smer, smo tako, tle smo se prej peljali, ne. In zelo je v bistvu pomembno, da ta teren, da imamo oči skozi na pestli, no. Poleg tega je pa pomembno, kje se gibajo živali. Živali ponavadi se ne gibajo kar brez veze, ker ne potrošijo energije brez veze, ampak grejo do nekih virov vode, virov hrane in podobno in vas lahko tudi do kam pripeljejo. Mogoče je dobro, da na zemljevidu ali pa tudi v naravi ves čas spremljate, kje je kakšen potok. Potok običajno se vedno zliva v nekaj večjega, se pravi, vas lahko tudi nekam pripelje, če dlje časa hodite v potoku. Potem je zelo pomembno torej, da se poslušamo, da se opazujemo, kontroliramo svoje občutke in sproti rešujete morebitno paniko. Se pravi, ko zaslišite ene zvoke, lahko hitro začutite neko paniko in če si jih znate razumsko razložiti, se v bistvu ustaviti, 3-krat vdihniti in podobno, boste veliko manj panično stopili naprej. Uporabiti pripomočke iz narave, o tem mislim, da bomo še veliko povedali, pri kurjenju, pri hrani, pri vodi in tako. Narava je v bistvu prava zakladnica pripomočkov, na katere smo pa pač v tem vsakdanu mogoče včasih malo pozabili. In pa seveda, če niste sami, je zelo pomembno ta ekipni duh, se pravi, da se ohranja neka skupna, kako bi tem rekla? Timski duh. Timski duh v bistvu, neka dobra volja, ideja za rešitev, pripravljenost na rešitev, pripravljenost na pomoč drug drugemu. Tako. Pa ne izgubiti kritične presoje. Zdi se mi, da je ena taka pogosta stvar, večkrat sem že, ko sem z otroki kje bila, pa smo jih kam poslali, ne vem, otroci so malo žejni, pa jim že zmanjkuje vode, pa grejo kar do prvega potoka, pa pijete, ne. Pač, če ste žejni, bomo naslednjič več o tem povedali, ampak vode iz mlake, iz potokov, iz nekih zajetij, ki jih ne poznamo, ne pijemo, ker je v bistvu s tem se lahko povzročimo od zastrupitve do kakšnih tudi hujših v bistvu težav. Zato je vedno pomembno, da se preudarno odločamo o tem. Če je kakšno vprašanje ali pa kakšna ideja, kar napišite. Evo, in Laris je prej že omenil pravilo števila 3. Torej, nek tak, zdaj nekateri se mogoče ne boste čisto strinjali, ampak to je eno tako poenostavljeno pravilo in sicer človek lahko zdrži približno 3 tedne brez hrane. 3 dni brez vode, s tem, da to je že kar konkretno želje na koncu, ne mislim, da se strinjaš. Ja, definitivno. 3 ure brez bivaka, tu bi se morda kdo ne strinjal, ampak to je ravno to, kar je prej govoril Laris. V bistvu po noč pade vlaga in to vpliva na telesno temperaturo. Smo pa prej v preživetvenem trihodniku videli, da je to zelo pomembno. Ko se enkrat podhladite, tudi ko človek enkrat zgubi v bistvu neko normalno funkcionalnost telesa, ni več sposoben razsodno razmišljati, ni več sposoben v bistvu delovati na način, ki sili k preživetju. In pa seveda 3 minute brez kisika. Tisti, ki zdrži 3 minute, je to v bistvu že kar dolgo, no. Ampak
gremo v neke maksimume, da si lažje zapomnimo. Se pravi, 3 minute brez kisika, 3 ure brez bivaka, 3 dni brez vode in 3 tedne brez hrane. Mogoče bi k temu bivaku dodala še ogenj. Vedno, ko se znajdemo v neki situaciji, je zelo dobro, da se čim prej zakuri ogenj. Naslednja opcija je pa seveda, naslednja stvar je pa, da se postavi bivak. Bi kaj dodal pri tem pravilu? Ja, mogoče se bo kdo zataknil pri vodi, veste, da lahko v puščavi primer tudi v parih urah že kar precej dehidriramo in lahko na končni fazi nastopi tudi smrt, ne, v zelo kratkem času, seveda odvisno od okoliščin, ampak to je ena res taka šolska pravilo, ki si ga res lahko zapomnimo. Se pravi, hočemo povedati, da ni prva stvar, kaj bom pa jedel, ker sem se izgubil, ne? Kaj bom pa zdaj jedel, ne? Je ostalo veliko bolj pomembno od hrane. No? To okrog hrane potem bomo seveda še govorili.